Eko 9 je 9. edicija Trienala Umetnost in okolje, ki v Mariboru z enim obdobjem prekinitve poteka že od leta 1980. Za vsako edicijo Trienala poiščemo neko okolje v mestu, ki kliče po naši pozornosti, ki nas nagovarja, ki nas draži, ki je mogoče prazno, povezano z kolektivnim spominom v mestu, in tokrat vstopamo v prostore tako imenovanega starega sanatorija. To je hiša iz leta 1930, kjer je deloval prvi privatni sanatorij v mestu, ki pa je že 10 let prazna. Nahaja se v središču mesta, obdana z vrtom, ki je tudi del razstave, in v to hišo vstopamo kot v hišo strahov. Razmišljamo, da če je planet naš dom, potem je to hiša, v kateri straši. In stari sanatorij smo napolnili s projekti, z umetniškimi deli, kjer se umetniki odzivajo na grozeče vzdušje v družbi in v naravi. Izbor umetnikov na razstavi smo poželi regionalno. Sledili smo principu ekološke pridelave hrane, torej kratka pot od njive do mize. Na razstavi imam dva umetniška sodelavca, oziroma umetniška svetovalca, to sta Markus Weizsäcker iz Graza in Dominika Trap iz Madžarske. Zato je fokus na razstavi na slovenskih umetnikih, madžarskih umetnikih in avstrijskih umetnikih. Strašne zgodbe so del pripovedniškega izročila, odkar si ljudje pripovedujemo zgodbe. Strašne zgodbe so pogosto svarilo otrokom pred nevarnostjo. Ne hodi preblizu vode, da se ne utopiš, ne hodi v gozd, da se ne izgubiš, ne približuj se ognju, da se ne opečeš. Danes verjamemo, da je čas, ki kliče po strašnih zgodbah kot svarilu, ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle. Zato smo pripravili razstavo, ki si za tematsko izhodišče jemlje strašne zgodbe in tudi grozljivko kot formalizirano obliko strašnih zgodb na filmu, v literaturi in seveda tudi v sodobni umetnosti. Film, grozljivka, žanr grozljivke na filmu je pomembna inspiracija za razstavo. Tako na razstavi prikazujemo več filmov, med drugim dokumentarec o zgodovini folk-horror žanra na filmu od 70. let do danes. Potem prikazujemo najstarejši celovečerec slovenski v kraljestvu Zlatoroga iz leta 1931, kjer vlečemo tudi vzporednico z prostorom, v katerem se nahajamo, ki je zgrajen 1930. In v okviru razstave bomo prikazali tudi legendarni, kultni folk-horror film iz leta 1973, Mož iz Protja, The Wicker Man. Na filmu je grozljivka razvita v številne podzvrsti. Govorimo o ekološkem hororju, o body hororju, o folk hororju in verjamem, da so prijemi, metode, oblike, narative sodobnih umetnikov analogne z temi filmskih ustvarjalcev. Na razstavi so dela, ki se odzivajo na grozeče vzdušje v družbi, ampak so večplastna. Vabimo občinstvo, da v njih vstopi skozi prizmo grozljivke, potem pa odkrije njihovo večplastnost. Krajina, narava je pomemben gradnik grozljivke. Nastopa kot kulisa grozljivke, ustvarja vzdušje, po drugi strani pa je narava lahko tudi odsev notranjih prostorov protagonistov grozljivk. Zato naravo, ki je lahko obenem čudovita, lepa in hkrati grozeča, uničujoča, jemljemo za nekako tematski okvir te razstave. Razstava Oči v skali je nastala pod budnim očesom Ajdovske deklice. Ajdovska deklica je naravna formacija, podoba v skali, ki nas spominja na
obraz deklice. O njej si pripovedujemo zgodbe in tukaj na Trienalu Eko 9 smo tej zgodbi dodali še eno nekoliko zlovešč nivo. Gre za to, da se v deklici, v skali, v ajdovski deklici prepoznamo mi, občinstvo, umetniki, ko nemočni, kakor ujeti v skali, opazujemo dogajanje okoli sebe. Po drugi strani pa smo tudi pod drobnogledom dekličinega pogleda in smo zato veliko bolj pozorni na naše delovanje v naravnem prostoru, v dekličini sferi. Ajdovska deklica nas je spremljala ves čas priprave razstave, na njo so se v svojih delih odzivali tudi nekateri umetniki. Eden izmed njih, madžarski umetnik Adam Ulbert, je ajdovsko deklico v Julijskih Alpah po otvoritvi razstave tudi obiskal. In tudi Edith Pajer, umetnica na razstavi, je prepoznala na steni, na madežu na steni dekliški obraz in tako zasnovala postavitev galerija portretov, kjer tudi sama v predmetih prepoznava človeški obraz. Ko Eko Trienale vstopa v nova okolja, kot je na primer stari sanatorij, sledimo nekaj principom. Eden izmed teh je, da ne posegamo v prostore veliko, da jih uporabljamo take, kot so. Tudi uporabljamo predmete, ki jih tukaj najdemo in umetnike, ki na razstavi sodelujemo, povabimo, da se odzivajo na prostor, da se odzivajo na arhitekturo prostora, na zgodovino prostora, na socialno zgodovino prostora in kar nekaj del na razstavi je nastalo tudi v odziv na stari sanatorij. Na razstavi predstavljamo dela sodobnih umetnikov, dela, ki so nastala v zadnjih 5 letih, predstavljamo pa tudi dela pionirjev ekološke umetnosti, torej pionirjev ekološke misli v sodobni umetnosti. Taka sta dva umetnika na tokratni razstavi, David Ness, ameriški umetnik, ki je sodeloval z skupino Oho v Jugoslaviji v 70 letih, in Oton Polak, Mariborčan, ki je sodeloval z svojo serijo risb Hrošči že na prvi eko razstavi Eko 1 leta 1980. Prav tako se na zgodovino Eko Trienala sklicujemo v izboru tihožitij 10 avtorjev na razstavi in sicer ta izbor tihožitij, nabor tihožitij poimenujemo Natura Mortua. To je bil naslov 5. Eko Trienale iz leta 1995, ki si je za tematski okvir vzel mrtvo naravo in tihožitje v umetnosti. Del razstave je tudi zasaditev na vrtu sanatorija. Gre za delo Eve Marije Lopez, ki je v obliki logotipa podjetja Pinus Rače, to je podjetje, ki je proizvajalo herbicide, zasnovala vrt, kamor je zasadila oziroma posejala semena super plevelov. To so pleveli oziroma divje cvetlice, ki se upirajo herbicidom in rastejo tam, kjer se herbicidi izdatno uporabljajo. To je na poljih, ob železniških progah, ob cestah in tako tekom razstave tudi raste ta vrt, ki bo v enem trenutku zacvetel v barvah slovenske zastave, rdeči, beli in modri. Del razstave je tudi ekoknjižnica. To je knjižnica, zbirka knjig, ki nastaja, ki jo zbiramo ob Trienalu in nas inspirira, nas navdihuje, nas informira. Tam v knjižnici prikazujemo tudi kataloge preteklih Eko Trienalov in vabimo obiskovalce, da tudi sami prelistajo to literaturo, med drugim tudi literaturo o zgodovini sanatorija.